Spoštovani in dragi gledalci, smo pri oddaji Na robu znanega in imamo današnjo temo prijava suma spolne zlorabe v cerkvi na Slovenskem. Pri tem imamo dva gosta, ki sta dokaj seznanjena s to tematiko, oba pravnika, in sicer gospoda Milharčiča Alojza, duhovnika, magistra cerkvenega in civilnega prava. Kot magister prava je pomagal pri prevodu zakonika cerkvenega prava, tudi predava cerkveno pravo in je prav tako tudi pisec mnogih knjig iz področja cerkvenega in civilnega prava. Poleg tega je bil dolga leta predsednik ekspertne komisije pri tem problemu prijave spolnih zlorab na Slovenskem. In pa imamo tudi doktorja Stanislava Slatineka, duhovnika, profesorja cerkvenega prava na Teološki fakulteti v Ljubljani, predsednik cerkvenega sodišča v mariborski nadškofiji in član mednarodnih teoloških društev, pisec prav tako številnih knjig. Spoštovana gosta, prav lepo pozdravljena. Pozdravljen. Pozdravljeni. Pa bi šli kar na prvo vprašanje. V tej oddaji, ki želi biti pomoč in posameznikom, prav tako pa tudi cerkvi, kaj je to spolna zloraba? Pa bi začeli z vami, gospod magister Milharčič. Kaj je to spolna zloraba? Opredelitev spolne zlorabe v civilnem pravu in tudi v cerkvenem zmeri izpostavi osebo, ki je povzročitelj, in osebo, ki je žrtev. Opredeljena je potem starost, ki je v civilnem pravu pod 15 let, in pa potem še okoliščine in trajanje in posledice. Tako da spolna zloraba zmeri je že grožnja ali sila ali neposreden napad ene osebe na drugo, drugega ali istega spola, in prinaša to na eni strani ranljivost žrtve in potem pa neko nadvlado povzročitelja. Gospod Slatinek, ali je nujno potreben tudi fizični kontakt pri spolni zlorabi? Ja, najprej bi se rad zahvalil za povabilo v to oddajo. Se mi zdi, da ste se pravilno odločili v vodstvo vaše televizije, da pač to malo seznanite širšo publiko v Sloveniji. Se strinjam z besedami, ki jih je kolega že povedal. Kljub temu bi rad še malo mogoče dodal, ko govorimo o definiciji, ker beremo v strokovnih knjigah izredno široko paleto definicij, kaj je pravzaprav zloraba ali pa spolna zloraba, ker zlorab je veliko. Spolna je pač ena izmed mnogih, ki je mogoče tudi danes najbolj opazna ali pa ji dajemo največ pozornosti. Jaz bi takole rekel, ena čisto preprosta definicija bi se lahko glasila. To je nedovoljen vstop v intimni prostor druge osebe. In sicer, če gre za spolno zlorabo z namenom potešitve spolnega nagona. Tukaj sta pravzaprav izpostavljena dva zelo pomembna kriterija. Nedovoljen vstop, to, kar je že kolega povedal, lahko je to dotik, lahko je to objem, je lahko poljub. Drugo pa je prav tako pomembno, da gre pri tej osebi, ki je nekako domnevni storilec, za potešitev spolne
spolne sile, Nagona. spolnega nagona. In to je potrebno, da se preveri, da se to ugotovi v postopkih, v preiskavah, ker potem lahko pridemo do ugotovitve, ali je bila zloraba ali ni bila zloraba, ker vsak dotik, vsak objem in vsak poljub še ni zloraba druge osebe. Kaj pa zgolj verbalni vdor ali napeljevanje ali podobne dejavnosti v tej smeri brez direktnega kontakta? Tudi to lahko imenujemo na nek način zloraba, ker nekdo z vidika svoje avtoritete ali oblasti, ki jo velikokrat imamo tudi na nek način kleriki do svojih vernikov, tudi to lahko nekdo razume kot nedovoljen vstop v njegov intimni prostor in mu povzroča zaradi tega tudi neko neugodnost, neprijetnost, pa tudi mogoče kakšno bolečino. Gospod Milharčič, cerkev seveda ni imuna na tovrstne pojave. Kako poteka v cerkvi te aktivnosti na področju tega problematičnega in bolečega področja? Tu stari zakonodaji oziroma tudi v starih kakšnih priročnikih je o tem dokaj malo bilo in teorije in tudi praktičnih kakšnih aplikacij na stari zakonodaje. Pač se je zbudila senzibilnost na ta problem v zadnjih desetletjih, z dogajanjem tudi v družbi, civilni, in potem cerkev tudi odgovarja na problematiko. Tako da praktično v 90-ih letih in potem se začne odkrivanje teh primerov, potem tudi počasi sankcioniranje. Je pa, se mi zdi, in na enem svoje civilnem, kako na cerkvenem področju še veliko negotovosti, tudi teoretičnih razhajanj, recimo, potem pa zlasti morda pri cerkvenem obravnavanju težka ločitev včasih med moralnim in cerkveno-pravnim ali pa sploh tudi civilno-pravnim ravnanjem. Področji, ki sta zmeraj zelo delikatno včasih pomešani in jih treba jasno razmejiti, potem pa temu primerno tudi ravnanje oblikovati. Ker je zadeva razmeroma butna na novo, oziroma nam je v preteklosti bila zakrita ali pa ignorirana, je tega iskanja kar dosti. Kako pristopiti in kako ravnati. Gospod Slatinek, kako je z, recimo imenujemo žrtve, ali so one zelo izpostavljene tem spraševanju v cerkvenem postopku, ali so, bi rekel, morajo večkrat priti na pogovore in podobno? Torej, tukaj bi uporabil jaz termin domnevna žrtev, ker dokler neka oseba ni spoznana kot resnični storilec, je domnevni storilec. In tudi nekdo, ki je bodisi prijavo ali pa je bil neposredno vpleten v neko tako imenovano grožnjo zlorabe, je domnevna žrtev. Zdaj, kolega je pravkar lepo opisal malo to obliko pristopa tako civilne ali cerkvene strukture
Jaz bi to pohvalil, bi rekel, obe strani si zelo prizadevata, da preprečujeta podobne zadeve, da tudi postopata odgovorno. In tako civilna, kakor cerkvena sfera ima zelo natančno izdelano tudi proceduro in hkrati tudi sankcije. Tako da, ko omenjate zdaj, kolikokrat je kdo klican na kakšen pogovor, to je pač odvisno od teže primera. Torej, kako poteka potem ta postopek v primeru prijave suma spolne zlorabe v cerkvi, pa se zopet obračamo na vas, gospod Milharčič. Prijava pride običajno strani ali žrtve ali koga, ki je ob žrtvi pristojen, da to sproži. Potem v cerkvi na pristojno inštanco, oblast cerkveno, običajno je to predstojnik škof ali kakšen drugi ordinarij, ki mora potem pač stvar v predprocesnem postopku ugotoviti dejstva in potem oceniti tudi, kako bo potem postopek potekal naprej. Oziroma, če ga ne bo celo zavrgel, če ni utemeljenega, ampak predpostavljamo, da je sum utemeljen. In potem pač postopkovno je predpisan potek celotne zadeve, ki gre ali v pristojnosti škofa oziroma ordinarija, če gre za kakšno drugo obliko cerkvene ustanove, ali gre potem na vatikanske pristojne inštance. Gospod Slatinek, boste Bi še nekaj dodal. Namreč tukaj lahko rečem samo tako, da takoj, ko pride do neke prijave domnevne zlorabe, je pristojna oblast, torej recimo krajevni organ, krajevni ordinarij ali pa višji redovni predstojnik ali višja redovna predstojnica, če gre za recimo kak ženski samostan, je v cerkvi dolžan, da seveda zadevo takoj resno pristopi. Na začetku govorimo o tako imenovani uvodni preiskavi ali predhodni preiskavi, ki ni še postopek, ne. Zato je kolega lepo povedal, ne. To je tako predpostopkovno razpravljanje o ugotovitvi resničnosti prijave. Ko pride pa v tem uvodnem, tako imenovanem predhodni preiskavi do potrditve suma spolne zlorabe ali kakršnekoli druge zlorabe, takrat pa je krajevni ordinarij dolžen, da o tem obvesti kongregacijo oziroma dikasterij, zdaj po novem, dikasterij za nauk vere, ki mu naroči, da lahko izvede bodisi administrativni ali pa sodni postopek. Takrat pa govorimo res o postopku, ki je kazenske narave. Ki ga, se pravi, opravi škof s svojimi službami, ali pa celo Vatikan, pravite, vatikanski. Torej, prijavo je mogoče nasloviti bodisi na krajevnega ordinarija, škofa, redovnega predstojnika, redovno predstojnico, lahko jo naslovi tudi na tako imenovano službo, ki jo ima vsaka škofija, ne, ki sprejema prijave. Potem je pa ordinarij v trenutku, ko je prišla taka prijava, je dolžan uvesti takoj predhodni postopek, ne.
investigazione previa, pravimo strokovnjaki, in to je nekaj, kar samo ugotovi, ali je prijava nekaj, kar ima močne temelje, to pomeni, da je verodostojna, in na podlagi verodostojne prijave se začne kazenski postopek. In kazenski postopek lahko poteka bodisi v krajevni škofiji, ne, pri škofu, ali pa ga pridrži tudi lahko dikasterij za nauk vere zase. Kako je s to prijavo, gospod Milharčič? So tukaj kakšni zastaralni roki in pa kako se potem ugotavlja resničnost ali pa utemeljenost tega podanega suma? V tem preliminarnem raziskovalnem delu škof oziroma ordinarij, tako drugačen, preišče dejstva oziroma verodostojnost prijave, pač kolikor je v prijavi moč to razznati, če gledam pogovor in tako naprej. Običajno je to nek telefonski ali pa pismen stik in potem tudi osebno soočenje s podano izjavo z zapisnikom in podpisanimi strani, z datumi. V bistvu zastaranja zdaj ni več, ne? So kar odprte karte za nazaj. In no, to postavlja pa en problem, se mi zdi čisto teoretično pravni, ne? Da je to skrinjica, ne? Ki se lahko zelo daleč nazaj odpira. V potem nadaljnjem procesu pa so ti stiki pisni, strogo pisno, ne? In pač soočenje in pogovori, pač, kjer tečejo zapisniki kot del procedure, procesualnega postopka. Prijavo poleg žrtvene, da lahko kdorkoli o tem pač kaj ve, dolžan pa ni, ne, vsak, ki bi karkoli dobil neko informacijo. No, to. Jaz bi dodal tukaj misel, neko pravi gospod, ne, da pač ni vsak dolžan, ne, torej pomeni, če je nekdo spovednik, na primer, ne, spovednik ni dolžan dati prijavo, tudi če je na nek način pri spovednem pogovoru zvedel za neko spolno zlorabo, je pa dolžan, da tisto osebo, ki mu je pa to pri spovedi zaupala, nagovori, da bo on to sprožil pri krajevnem škofu ali redovnem predstojniku, torej, da se bo začela preiskava o tako imenovani domnevni spolni zlorabi ali kakršnikoli drugi, tudi duhovni ali zlorabi avtoritete. Se pravi, če mu ta oseba pri sami spovedi dovoli, da on to naredi, se pravi, da sproži preiskavo, potem je on, potem lahko on sprožiti preiskavo. Kaj pa, če mu ne dovoli? Kako to mislite, da mu ne dovoli? Sama spoved, ne, ja, je to je zaprto področje. Se pravi, vse, kar gremo iz spovedi ven, delati v javnosti, je prepovedano. Torej, duhovniku je prepovedano. Ne? Stranka... On ne more iz spovedi sprožiti neko preiskavo. Čemu
spovedanec ne dovoli. Ne? Tudi če Ali mu pa, če se spovedanec- dogovorita, naprimer, za pogovor po sami sveti spovedi, No. pa če tam on zve, Tako. potem pa bi lahko. Ne? Tako, to pa je v redu. Ne? To pa je v redu, ne? Torej, če bi pri spovedi zvedel, zato potem je spovednik dolžan spovedne molčečnosti. Kakor hitro se pa zunaj spovednega pogovora na isto temo srečata, takrat je pa tudi spovednik kot duhovnik pač dolžan, da to obvesti krajevnega škofa oziroma drugo pristojno oblast. Če ta informacija pride zunaj same svete Tako, spovedi. če pride zunaj same spovedi. Kako pa je z tem ranjenostjo teh oseb, recimo domnevnih žrtev? Mnoge imajo različne probleme z identifikacijo samih sebe, z tega dogodka, imajo neke glavobole, ne vem, hodijo psihiatru in podobno. To se potem tudi lahko vključuje v ta postopek, ali se tu ugotavljajo te stvari? V preiskavi vsekakor je potrebno, da prijavitelj, oziroma če je to neposredna domnevna žrtev sama prijavila, da pač sporoči, kakšna so bila dejanja, kakšno je bilo trpljenje in hkrati pove, kdo so tudi priče, ki lahko te stvari, ki jih ona zaupa, potrdi. Takrat lahko govorimo o nekem pravilnem pristopu k zadevi, ker velikokrat so lahko prijave tudi zelo na trhlih temeljih, če nekdo samo brska po svoji notranjosti in se mu zdi, da je bil morda ranjen od te ali druge osebe, zato ker pač je veliko različnih razlogov, ki so ga ranili in na nek način sedaj išče, kdo je bil krivec. V takih primerih je lahko tudi prijava sama lahko kdaj tudi krivična, če bi s tem, s tako prijavo hotel nekomu vzeti dobro ime. Gospod Milharčič, vi ste že nekaj omenil, da se lahko te domnevne žrtve obrnejo na predvsem krajevnega škofa, na cerkvenega predstojnika, torej na škofijo, na škofijske za to posebne službe in pa kaj pa direktno na državne organe ali pa druge, se pravi na policijo. To je potem tudi, se pravi, povezano z cerkvenim postopkom. Postopka sta ločena, vendar cerkveni postopek tudi sledi dogajanju na civilnem področju. Sama prijava pa gre običajno preko policije. Ja. Mi smo imeli prakso v ekspertni skupini, dokler je delovala, da smo, ko je bila verjetnost potrjena neke zlorabe, da smo potem tudi prav preko ekspertne skupine to prijavo na policijo dali, pa je bila običajno že tam vložena, tako da mislim, da ni bilo nobenega primera, da bi vložili mi prvi na policijo. Tako. Poleg tega je verjetno so centri za socialno delo tudi inštanca, ki je o tem pristojna. Pa razne vzgojno-varstvene ustanove, ki so tudi vključene v zlasti mladoletne osebe, ki spremljajo. Gospod Milharčič, omenil ste ekspertno skupino, ki je tudi del tega, lahko rečemo, resnega pristopa cerkve k temu bolečemu primeru.
sedaj je sicer v sami cerkvi na Slovenskem pred nami sprememba in se gradi neka celostna rešitev za Slovenijo, ampak strokovnjaki ekspertna skupina bodo tako ali tako drugače tudi naprej ostajali. Kaj bi to pomenilo, ekspertna skupina, katere ste vi bil dolgo leta sedaj predsednik oziroma vodja? Kakšno vlogo ima ta ekspertna skupina? Ekspertna je bila v naši slovenski cerkveni strukturi od leta 2009 do 2022 kot svetovalni organ pomoči tako žrtvam, kakor ordinarjem. Velikokrat je bila potem tudi vloga malo zamegljena, ker se je iskalo kar operativnost, recimo, da bi ekspertna komisija kakšno mnenje pripravila glede konkretnega primera, ampak je to gotovo ni pristojnost bila nikoli dana tej komisiji. Poleg cerkveno-pravnega gledanja je bil zmeraj tudi civilni pravnik zraven, pa psihiater oziroma psiholog kot terapevt oziroma tisti, ki je znal morda kompetentno in strokovno prisluhniti zlasti žrtvi, ker je to dokaj delikatno področje, ki ga pač je treba primerno obvladati, tako da ne povzročamo novih ran in novih bolečin, če ni potrebno. Se pravi, ta ekspertna skupina je svetovalne narave bila, pomoč domnevnim žrtvam oziroma tudi cerkvenim predstojnikom, da se to celostno rešuje tudi terapevtsko, če sem vas prav razumel, in to bo tudi v prihodnosti verjetno, mislim, ta vloga te skupine bo takšna. Gospod Slatinek, ali bi vi kaj dodal glede te ekspertne skupine? Ali skupine ekspertov, specialistov za ta 3 področja smo slišali, ali še kaj več področij? No, pravilno se mi zdi, kar omenjate, da je ekspertna skupina bila nekoč in tudi sedaj v tej novi sestavi kot svetovalna, pa hkrati terapevtska. To pomeni, da skuša pomagati bodisi domnevni žrtvi, pa tudi domnevnemu storilcu. To ga zavezuje eksperte, to zavezujejo vsi cerkveni dokumenti, da je potrebno tudi tistemu, ki je domnevni storilec oziroma kasneje že potrjen storilec, da mu je treba pristopiti z vso odgovornostjo, mu pomagati pri zdravljenju in ga spremljati vsaj nekaj časa pri njegovi neki novi funkciji, ki jo bo bodisi opravljal v cerkvi ali v družbi. Prej ste oba dva na nek način omenila, da sama prijava policiji sedaj torej ali pa recimo državnim organom, ali me zdaj zanima točno, ali je obvezna za cerkvene organe ali ni obvezna, ali v katerih slučajih je obvezna. Gospod Milharčič. Ko je zadeva v postopkovni fazi potrjena in gre potem v sam postopek preiskave, je ordinarij obvezen prijavi tudi na civilnem področju, če ni bilo to že storjeno v prejšnjih fazah same zadeve.
Kaj pa, recimo, zakaj težje, mogoče malo razširimo to isto vprašanje, vi, gospoda Mihalčiča, lahko dopolnite, torej zakaj mnogo teh prijav nekako ne prihaja, oziroma zakaj tudi najožji sorodniki včasih nočejo tega prijaviti, se pravi, govorimo o cerkvenih, recimo, deliktih cerkvenih ljudi, torej zakaj nočejo tega, zakaj tako težko to prijavljati? Ja, težko se je tukaj vživeti v kožo vseh, ki so vpleteni v nek tak primer. Pa čisto razumem, tudi v naši mariborski nadškofiji so bili primeri, ko so nekateri, ki so bili neposredno vpleteni v sam primer zlorabe, oziroma domnevne zlorabe na začetku, so hoteli zadevo rešiti samo pred cerkvenimi organi in niso hoteli vpletati civilnih organov, so rekli, nam gre za pomiritev vesti, nam gre za to, da se storilec, ki se nam zdi, da je to dejanje storil, da se primerno kaznuje, medtem ko pa celotno civilno javnost, sfero pa o tem ne želimo seznanjati. To imajo ljudje končno pravico, ker vedo, da kakor hitro je neka stvar tudi po civilni poti bila oznanjena, se vključijo tudi novinarji in o tem se piše tudi po naših medijih, po tiskanih časopisih in s tem se ljudje velikokrat tega ustrašijo. Ne vem, nekje sem videl en podatek, da je vseh teh neželjenih, bi rekel, nemilih dogodkov 9 ali 98% znotraj družine, samo 2% na nek način je izven družine, izven ožjega kroga, in tu je potem tudi pade neki procent teh primerov, se pravi tudi na cerkev. Po drugi strani imam en podatek, da je recimo, to že dolgo časa to velja, okrog 300 primerov v Sloveniji prijavljenih na leto policiji, pa niso nikjer v javnosti obravnavane. Tako da je to vloga cerkve tukaj, ki se pa potem v medijih zelo poveličuje, pa ne more biti enostavno tako velika, ker navadno gre, mislim procentualno, ker navadno gre to za več let nazaj kakšne dogodke, ne pa vsakoletne, ki so prijavljeni policiji, recimo pri nas samo v Sloveniji. In potem je še en podatek, menda, da vsaki 5. fant, pa vsako 3. dekle doživi neke vrste spolni napad, ne vem v kakšni obliki, in to je splošno znano v Evropi, pa v tem zahodnem svetu. Se pravi, je pa to tudi taka močna rana za vse, da težko pridejo, kot pravite, pred civilno sodbo oziroma tudi v javnost. Ali je možno, ko imamo ta civilni postopek, pa cerkveni postopek, da oba postopka prideta do različnega zaključka, gospod Mihalčič? Da recimo vem, da v en primer, da je cerkveni postopek bil pozitiven, civilni pa negativno, jaz osebno enega poznam. Torej, kako v takem primeru? Ja, področji sta ločeni, to je en princip, ki velja, in ne glede na to, kateri postopek gre, mora vsak slediti svojemu notranji strukturi. Izsledki pa so na civilnem področju včasih tudi na cerkvenem vidni, zlasti če je za odvzem svobode, recimo, ali pa tudi potem finančne kazni in odškodnine. Skratka, ne pa obratno običajno.
cerkveni izsledki oziroma cerkvene kazni nimajo relevantne odmeva na civilnem področju. Ne vem, če sem zagovoril. Ja, ste seveda povedal, gospod Slatinek, še vi mogoče to razložite, če pride do različnih, ali je možno, da pride do različnih sodb, recimo? Gotovo je možno, da pride tudi do različnega epiloga na koncu. Zdaj, ko govorimo o dveh strukturah, civilna, cerkvena, jaz bi gotovo dal obema strukturama vso pohvalo. Jaz sem prepričan, da civilna zakonodaja je zelo natančna, kar se tega tiče, prav tako tudi cerkvena. Skoraj bi si upal trditi, da je cerkvena celo bolj zahtevna kot civilna. Že prej, kar ste omenil, ste rekel, da nekatere prijave policija preprosto zavrže. Zato, ker civilni zakoni so vezani tudi na zastaranje, ne? In če neka stvar zastara, jo preprosto policija zavrže in reče, stvar je zastarala in jo konča. Medtem ko cerkveni postopek pa, kakor je že rekel kolega, ne pozna oziroma je odpravo zastaranje, in če je že kdaj zastaralni rok, ga tudi papež ponavadi odpravi, in to pomeni, da se vsaka stvar resno obravnava. In v tem primeru lahko govorimo tudi o možnosti, da bodo tudi izsledki, raziskave, postopka različni, da bo lahko nekdo po civilni zakonodaji mogoče obsojen, po cerkveni oproščen ali pa obratno. Ali to drži, kar navadno govorijo, da cerkev prikriva te žalostne primere in da duhovnika navadno samo premesti na neko drugo župnijo? Kako je z tem kaznovanjem v cerkvenem pravu? Gospod Milharčič. Zdaj je praksa zelo pokazala, da se tukaj ni kaj dosti umikati, ne? Ker so leteli ljudje z velikih položajev, ne, zaradi teh površnih pristopov v preteklosti, in mislim, da se zdaj kar vsak predstojnik resno odzove na prijavo in poskrbi, da stvar steče po pravilni poti. Je pa tukaj vloga, kot je že gospod Slatinek omenil, vloga tudi cerkve, ne, da je na nek način mati in učiteljica, ne, tudi mogoče družbi, da bi pristopila, ne, tem primerom, ki so za žrtve silno težki, in da bi tudi na civilnem področju, no, se uredilo čim bolj in čim prej tudi, no. Da ne bi do zlorab prihajalo, oziroma zlasti to, no, ni toliko, se mi zdi, cilj zakonodaje, da bi se poznavalo, ampak da bi ne prihajalo do novih primerov, bodisi na civilnem, bodisi na cerkvenem področju. To. Kako je s kaznimi, gospod Slatinek, v cerkvi? Ja, torej, če se najprej povrnem k samemu postopku, torej, ko smo govorili o preiskavi. Če je preiskava potrdila, takrat se začne pravzaprav kazenski postopek, ki je lahko dve vrsti, ali je administrativni, torej upravni, ali pa je sodni. Kaj to pomeni, čisto na hitro, da se več ne vračamo nazaj? Kaj pomeni administrativni, kaj pomeni sodni v cerkvenem pravu? Administrativni pomeni, da krajevni škof po naročilu dikasterija za nauk vere pooblasti enega sposobnega klerika, ponavadi kanonista, da vodi primer, administrativni primer, in v tem primeru je on tisti, ki zastopa škofa,
in ima ob sebi dva prisednika, to se pravi dva, ki sta lahko klerika, lahko laika, s katerima se malo posvetuje, drugače pa on pripravi mnenje, končno mnenje in ga izroči škofu. Pri sodnem postopku je veliko bolj pravno strukturirano, zato ker tam so gotovo trije sodniki, ki so trije specializirani, to pomeni strokovnjaki kanonskega prava, in je zadeva vsaj po strukturi veliko bolj odgovorna, ker so vsi strokovnjaki, vsi poznajo in se lahko ves čas kazenskega postopka o tej zadevi posvetujejo, pogovarjajo. Razlika je tudi v tem, da pri administrativnem je sklep neke vrste odločba, ki jo napiše škof, pri sodnem je pa sklep sodba in jo zopet izročijo krajevnemu škofu ali pač drugi predstojni oblasti. V vsakem primeru pa je lahko najtežja kazen, ki jo bodisi storilec lahko dobi, odslovitev iz kleriškega stanu. Seveda v takem primeru pač potreben, da dikasterij za nauk vere tako kazen tudi potrdi. Drugače se pa kazni lahko zelo različne narave. In manjša kazni, in v administrativnem postopku je pravzaprav sodnik krajevni škof, ki kazen naloži, kazen je lahko različna, to pomeni, ko sem rekel, da najtežja je odslovitev, ampak različna v tem pomeni, da mu prepove kakršnokoli pastoralno delo, da se mora odločiti, da bo nekje preživel, recimo tudi v kakšnem samostanu, preostanek svojega življenja, ali da bo opravljal neko drugo delo, ki ni povezano z mladino ali z odraslimi šibkimi osebami. Oba postopka sta potem postopka cerkvenega sodišča, oba? Oba postopka sta lahko zaupana cerkvenemu sodišču, medtem ko sodni absolutno, medtem ko upravni pa lahko tudi neki osebi, ki ni član cerkvenega sodišča. Lahko torej nek strokovnjak, ki je... Pravi, tam pravzaprav nima, na primer, domnevni storilec nobene možnosti obrambe. V vsakem primeru ima obrambo. Obramba ga brani, to pomeni obrambo ima po kanonskem pravu v obeh primerih, torej lahko se na podlagi odločbe v upravnem postopku ali sodbe v sodnem postopku vsak, ki je spoznan za krivega, tudi pritoži na dikasterij za nauk vere. In gledajte, ravno tukaj sem hotel povedati, da dikasterij za nauk vere v obeh primerih je natančno informiran, ker ga krajevni škof ali višji redovni predstojnik o vsem informira, mu pošilja vso gradivo, tako da je dikasterij ves čas seznanjen, v primeru najtežje kazni potrdi kazen, v primeru pritožbe pa celoten postopek pozna in takrat on lahko odloči, ali je bil postopek pravilno peljan, ni bil pravilno peljan, in šele takrat lahko dikasterij uvede nov postopek, ki bo obravnaval ugotovitve, ki jih je recimo pritožitelj navedel v svoji pritožbi. Ali bi, po mnenju mnogih ljudi ali preko javnosti na nek način, ukinitev celibata rešila ta problem teh žalostnih primerov, koliko pač jih je, glede na procentualno situacijo, se pravi veliko več zastopani v mediji in v javnosti, kot je v resnici, bi rekel, sorazmerno. Ampak vseeno, ali bi to zmanjšalo ta problem, ali pa celo ukinitev celibata in rešilo problem, ali ne bi. Kaj menite, gospod Milharčič? Ja, debata je seveda aktualna, kadar se odpre to vprašanje.
Dejstvo je, da podatki statistike ne podpirajo tega, da bi se s tem z ukinitvijo celibata stvar odpravila ali rešila ali mogoče kaj zmanjšala, ampak ne bistveno, ker so podatki za cerkve in druge ustanove iz drugih verskih struktur oziroma cerkval, vir, to ovržijo, ne, bodisi, ne vem, protestantske ali pa pravoslavne ali pa tudi kakšnih, verjetno, kolikor je dosegljivo, ne vem, v kakšnih drugih krogih, drugih verstev. Tako da jaz ne vidim, pa mislim, da resna razmišljanja v tej smeri ne odpirajo kakšnih močnih ali ne vem kakšnih presekov in drugačnih ravnanj. Gospod Slatinek, kaj vi menite glede celibata? Ali bi to zmanjšalo ali ukinilo ta problem teh spolnih napadov ljudi povezanih s cerkvijo? No, delim mnenje z kolegom, ki je pravkar povedal, da v glavnem stroka, tako civilna kakor cerkvena, vsekakor ne podpira tega mnenja, da bi z ukinitvijo, odpravo celibata se zadeva popolnoma rešila. Zato, ker velikokrat strokovnjaki menijo, da kdor je pedofil ali efebofil, ne, to pomeni, da ima nagnjenje k mladoletnim osebam pod 13 ali pa pod 18 let, da je to neke vrste bolezensko stanje, ne. In že prej, ko ste omenjal, da je največ spolnih zlorab, ki se zgodijo v družinah, to pomeni tam, kjer so ljudje poročeni, to pomeni, da niso samski, tako kot smo recimo kleriki, ne? Torej, da poročeni povzročajo te bolečine ali pa težave. To pomeni, da z odpravo celibata nikakor ne bi zadevo rešili, potrebno bo drugačen pristop, ne? Verjetno bolj pri sami pripravi kandidatov, da se zavejo svoje odgovornosti, da znajo vse življenje negovati tudi svoj duhovni svet, notranji svet, ne, da ne pride do teh ekscesov. Spolnost je sigurno izredno močna sila. In celibat, recimo samsko zaradi nebeškega kraljestva, zahteva popolno kontrolo klerika. Točno. Ampak tudi popolno kontrolo zahteva za poročene, za očeta, za mater, pravi, vsi živimo na nek način celibat in je nujno in 100% potrebno, da je tu absolutna kontrola brez izjeme. Kajti drugače tudi v poročenem svetu potem pride do teh tragedij, ne? Od prešuštva do ne vem česarkoli, in smo vsi dolžni imeti tu kontrolo nad seboj. In hočem pa reči to, da danes v tem seksualiziranem svetu, ki nekako promovira seksualnost že od mladih let naprej, med ostalim tudi Združeni narodi so dali smernice za spolno vzgojo, pa Evropa je to sprejela, že ne vem koliko časa ima, ki bi naj se sama seksualizacija otrok začela že v vrtcu. Torej ta duhovni boj med dobrim in zlim, če smem tako nekako poenotiti ta celotni problem, se vrši na tem svetu in je tudi boj med dobrim in zlim, ampak tudi promovira seksualnost. Sam svet jo promovira in same šole sprejemajo zdaj, ne vem, različne aktiviste in podobno, ki pač vrtce gradijo, na primer v Nemčiji, z sobami za raziskovanje
spolnosti otrok in tako naprej. Ta pravila prihajajo tudi iz najvišjih struktur. Torej, kako v tem današnjem svetu promovirati potem celibat? Če smem samo reči, ne, da bi rad spomnil, ne, da pravzaprav celibat vključuje dve področji, ne, čistost in neporočenost. In za nas, klerike, je to obljuba, da bomo živeli čisto, neporočeno. Tisti, ki so poročeni, so pa prav tako poklicani k čistosti. Čeprav so poročeni, ne, tu smo si blizu, ne, v čistosti smo si blizu, to pomeni, da nekdo, ki je poročen, bo pač ohranil zvezo samo z svojim partnerjem, ne, s katerim je pač v zakonu. Mi, ki smo pa obljubili tudi neporočenost, pa obljubimo hkrati, da bomo živeli čisto v odnosu do istega in nasprotnega spola. In ta vzgoja je tista, ki je potrebna pač pri mladem kandidatu za duhovništvo, kakor pri nekem mladem kandidatu za redovno življenje. In na tej stopni mislim, da bo Cerkev izredno poostrila svoje zahteve in pričakovanja, da bodo kandidati tukaj ves čas na nek način budno spremljali svojo pripravo, pa hkrati negovali svoj notranji svet za to temeljno sposobnost, da bi živeli čisto in neporočeno skozi svoje življenje. Gospod Milharčič, videli smo, da Cerkev odgovorno pristopa k temu težkemu problemu na Slovenskem. In mi bomo na koncu oddaje dali tudi vse telefonske naslove, počasi bodo šli skozi ekran, da se ljudje lahko informirajo in orientirajo. Kaj pa Cerkev v celoti dela na tem področju? Slišali smo, mi, ki se toliko s tem ne ukvarjamo, o ničelni toleranci, recimo Sveti Oče dal ničelno toleranco do teh problemov. A kaj drugega še vse na nek način na svetovni ravni se še dogaja? Pa tudi, če želite povedati, tudi na naši slovensko-cerkvenem prostoru. Velika je, se mi zdi, še zmeraj razlika, ne, med celotno zemeljsko prisotnostjo cerkve. Ne vem, jaz sem poleti lani govoril z enim našim misionarjem, ki je v Afriki, kako pri njih, ne, se mi zdi, da je ponekod še veliko zanikanja ali pa tlačenja pod preprogo, kot rečemo, ponekod pa drvi vse skupaj zelo, morda tudi, ne vem, neurejeno ali pa pretirano, ne vem, ne bi mogel to soditi, no, ampak za slovenski prostor se mi zdi, da je Cerkev kar odgovorno pristopila k temu vprašanju. Praktično po letu 2000, ne, se je začelo v našem prostoru to urejati. 20 let, dobrih 20 let je te poti. Gotovo je potrebno zmeraj budno spremljati in delati, kot je omenil gospod Slatinjek, predvsem je pa vzgoja, ne, pa tudi potem operativnost v primeru odkrivanja oziroma sankcioniranja pa postopkovnega pristopa, tudi priprava strokovnjakov na tem področju, ne. Se mi zdi to, kar je prej omenjeno, tudi pomoč žrtvam, ne, kot prvenstveno, ampak tudi pomoč storilcem, ne, da je tukaj kar eno veliko področje, ki smo mu premalo pozornosti posvetili, upam, da ga bomo lahko v prihodnje več. Gospod Slatinek, poleg vzgoje, kaj še recimo Cerkev dela na tem področju? Se pravi, zakonodajo imamo telefonske številke, imamo pisarne za to po nekaterih škofijah. In
sedaj je še ta neka celostna rešitev pred nami, ki se gradi. Kaj vi mislite, kaj je še potrebno narediti? Kaj je cerkev naredila? Mislim, da je najlepše, kar ste storili vi, da ste pripravili oddajo, ker mislim, da je sama struktura cerkve tako resno pristopila k zadevi, od papeža do zadnjega škofa, in duhovniki smo o tem izredno poučeni, se ves čas s tem srečujemo, se pogovarjamo, imamo konference na to temo. Potrebno je čim bolj obveščati širšo javnost. In vaša televizija je temu posvetila zdaj eno oddajo, ki bo o tej problematiki se lahko srečal vsak, ki morda potencialno razmišlja tudi o svoji preteklosti, o svojih odnosih do posvečenih oseb. In tukaj vidim najlepšo rešitev, da se temu posveti odkrit pogovor, okrogle mize in da ničesar ne skrivamo, si upamo vse odkrito povedati. Zelo bi pa apeliral na to, kar sem na začetku rekel. Vsak odnos pa še ni zloraba. In tudi danes moramo biti na to pozorni, še posebej, ko govorimo o odnosu, ki ga imajo duhovniki, redovnice do otrok ali pa do odraslih ranljivih oseb. Nekdo, ki je očetovski, materinski, še ni nekdo, ki povzroča zlorabo. In tukaj bi morali biti toliko pošteni in zreli v odnosih, da ne bi jemali nekomu krivično dobro ime. Gospod Milharčič, ali se spomnite, pa tudi gospod Slatirek, primerov, ko je domnevna žrtev zlonamerno širila ali pa brez nekih pravih argumentov širila napačne informacije ali obsodbe? Ali je to možno? Ja, v slovenskem prostoru, pa tudi verjetno drugje, so taki primeri bili. Že pokojni so nekateri, ki so doživeli pogrom in tudi civilno sankcionirani. Področje gotovo se mi zdi javnega pranja in medijskega nerumenega izobešanja tega je hitro preveč. Ali je teoretično možno, da nekdo, če tudi spomni se na primeru, so rekli, da jim ne gre za denar, ampak potem so denar recimo zelo zahtevali. Ali je možno, da pride do neke lažne prijave, neargumentirane ali pa pretirano povečane, in potem se tukaj lahko obsodi recimo neke osebe, ki sploh niso imeli tega namena? Ali je to v praksi možno? Spomni se primera tega duhovnika Klopčiča, ki je bil, ne vem, laiziran menda celo in tako naprej, ampak vse skupaj na domnevi nekih sanj in podobno. Prav smešno se mi zdi, v tem napadu na nek način na cerkev, da je toliko tega gneva potem. Ali je torej to možno in kako se to ugotovi oziroma razreši? Glejte, jaz mislim, da je družba postala na podlagi teh postopkov, ki so se začeli, teh sumov, ki so se vršili, tako senzibilna, tako naelektrena, da velikokrat ljudje, ko brskajo po svoji notranjosti in svoji preteklosti, hitro nekaj najdejo in potem lahko se zgodi, da sprožijo nek sum, ki je lahko krivičen, ki je lahko napačen, ki ni bil nikoli storjen,
v smislu zlorabe, ampak je lahko bilo nekaj čisto preprostega, nežnega ali pa celo nedolžnega. Tako da vzeti nekomu dobro ime je zelo hitra zadeva. In obžalujem, ukolikor sem bil kot preiskovalec ali pa kot sodnik vpleten v sam postopek ali pa preiskavo, sem velikokrat začutil neko skrito željo bodisi po premoženju ali pa potem, da se določena oseba samo umakne iz svoje službe zaradi nekih zamer ali pa nekega konflikta, ki je nastal v preteklosti. Tako da bi želel, da bi celotna slovenska javnost bila izredno pozorna, ko gre za prijavo suma in da se pri tem res človek natančno odloči, ali bo s tem res lahko opravil svojo bolečino, svojo rano, ali pa jo bo na nek način znova povzročil drugi osebi. Sedaj bi pa, ker smo ves čas posvetili čas na nek način domnevni žrtvi, ali pa žrtvi, sem mislil sedaj na to, kaj svetovati duhovnikom, ki so mogoče v nekem, ne samo postopku, v nekem fazi nekega obtoževanja. Torej, kakšne možnosti imajo oni, kako se oni lahko potem obrnejo na cerkvene strukture, recimo, in pač dokazujejo neko svojo nedolžnost, če menijo in vidijo, da je tako. Torej, kako oni lahko se branijo pred cerkveno in civilno družbo. Zakonodajo, pardon. Zakonodajo, družbo, ne? Ja. Torej, če mene vprašate, gotovo vsak duhovnik, redovnik, vsaka sestra, redovnica ima absolutno pravico, da v primeru, ko gre za obtožbo, ko gre za sum storitve kaznivega dejanja, da si poišče odvetnika. V preiskavi sicer odvetnik ni predviden, tudi ni zahtevan, medtem ko pa v kazenskem postopku pa je zahtevan, tudi z kanonske zakonodaje. Tako da ga je potrebno, da si ga poišče, da ji svetuje, da se bo znala oseba, ki je pač v neki preiskavi ali v postopku, da se bo znala pravilno izražati. Velikokrat so besede tiste, ki lahko nekoga opravičijo ali pa celo obsodijo. Če se človek če se ne zna pravilno izražati, lahko nekaj pove takega, kar bo po zakonodaji v obsodbo ali v opravičilo. Torej, vsekakor mislim, da je odvetnik nekdo, ki lahko osebi zelo koristi. Gospod Milharčič, kako bi vi svetovali recimo duhovnikom, ki so seveda zdaj pastorali? Jaz vem, da sem nekoč povedal javno na župniji, da se jaz otrok več ne dotikam, da ne bi padal recimo kaki sum, če tudi nisem imel nobenih problemov, kar se tega tiče, ampak sploh se nisem hotel več dotakniti otrok, kljub temu, da so me imeli zelo radi in jaz moram priznati, tudi imam rad otroke, pri verouku je bilo nekaj izredno lepega to, ampak sem rekel, jaz se vaših otrok več ne dotikam. Ne? In to je bila neke vrste zagotovilo, da mi nihče ne more ničesar reči, da bi recimo, ne vem, kakorkoli bi si kdo kaj predstavljal. Kaj bi še, recimo, poleg tega preprostega, takega pastoralnega nasveta, kaj bi še vi svetovali duhovnikom? Mislim, da je za duhovnika pač dejstvo, da nas je Kristus
osvobodil temeljno tudi v tem odnosu do vseh, posebej do otrok in ranljivih, do žensk tudi, da sem potem pa, no, to je moja osebna izkušnja, ampak tudi jo potrjujejo mnogi duhovniki, da smo duhovniki v neki prijateljski medsebojni navezi, duhovniki med seboj, da je ta družba tista, ki je terapevtska tudi v smislu, da lahko, ne vem, te stiske, če se pojavijo, da jih lahko iz sebe spravim, pa povem, pa dobim nek nasvet ali pa spodbudo tudi k reševanju, če je potrebno. To, no, se mi zdi pa, ne vem, no, normalno in pogumno naprej, ne. Glede otrok, ja, takrat, ko se je to pojavilo, tam okoli 2010, ne, pa nas smo pri eni maši, ko je bila gužva, smo ministrante kar na kolena dali, pa smo jih pa dol porivali, ne. Se nismo znali normalno vesti, ne. Pač, če je potrebno otroka na kolena, ga daš, ne. Če ne pa ravnati normalno, se mi zdi to, no, tako, svobodno. Ko sem gledal te statistike, ki jih je ta ekspertna vaša skupina oziroma cerkvene strukture zabeležila, so bili po 3, največ 5, 2 ali pa nič prijav v enem letu v cerkvi na Slovenskem, torej prijav suma, ne samih postopkov, ne. Se pravi, da ni to tako, seveda za vsa leta nazaj, da ni to tako pogosto kot nekako za tale predpostopkovni pogovor. Torej ni tako pogosto, kot bi si ljudje mislili. Kakšne statistike, recimo, vi poznate, gospod Slatinek pa gospod Milharčič, potem pa počasi zaključujemo. Torej, v mariborski nadškofiji nismo imeli veliko postopkov. Čeprav se lahko date neko primerjavo, koliko v 10 letih ali ne vem, postopkov? Ne bi omenjal številke, ni bilo veliko. Imeli smo torej preiskave so bile, tudi administrativni postopki so bili, ni bilo pa nobenega sodnega postopka. Torej, nobenega sodnega nismo imeli v mariborski nadškofiji. Jaz sem kot cerkveni pravnik sodeloval tako pri preiskavah, tako pri administrativnih postopkih, torej kot pomoč škofu, tudi kot svetovalec škofu, ko gre za neki sum. Vedno lahko rečem, da smo zelo odgovorno pristopili k sami zadevi. Gospod Milharčič, bi vi dodal glede statistike? Jaz mislim, da je dosti, oziroma nekaj primerov pač, ki je prišlo kot prijave, smo jih zabeležili in so šli v postopke, koliko so šli. Večina prijav ne gre v postopke. Se mi zdi tudi tiste, ki so bile narejene, ker se potem ustavi, včasih se sam prijavitelj umakne in želi, da se umakne zadeva. Je pa moja izkušnja, da recimo da je pri istem povzročitelju, kjer je postopek bil uveden, ena žrtev insistirala na postopku in je postopek bil narejen in tudi sankcije izrečene, da je pa druga ali pa še kaj žrtev, ki so bile od istega povzročitelja, da so zadevo predelali v svojem življenju in svojem okolju brez kakšnih vsaj vidnih posledic, oziroma koliko so se mi tudi sami povedali, pač
je bilo in je šlo skozi in jaz živim osvobojen od tega, me ni več, se ne počutim žrtveno tako. Se ne počutim več žrtveno. To je zanimivo, ne? Še tega primera znamenitega kardinala Pila, avstralskega kardinala, ki je bil obsojen celo v zaporu, cerkev ga ni branila, to je zanimivo, in potem je njegov kolega, ki je bil en pravnik, ga je potem dokazal v bistvu njegovo nedolžnost oziroma absurdne trditve, ki so bile tam, in je potem bil kardinal Pil vrnjen v Vatikan, ampak mediji tega, kako je on osvobojen, pa to sploh ni, medijev sploh ni zanimalo to. Pravi, on je bil popolnoma ignoriran glede te krivične obsodbe in te tragedije, ki je doživel. Torej, jaz se vama zahvaljujem. Mogoče ena kratka beseda še kot pika na i, gospod Milharčič pa gospod Slatinek, pa smo končali naše prizadevanje, da pomagamo žrtvam in pa tudi, da seznanimo ljudi, kaj cerkev dela. Jaz bi samo s Pavlom rekel za svobodo, ne nas je Kristus poklical in odrešil. To. Hvala lepa. Jaz bi spomnil na primer, ko Jezus pravi ob tisti grešnici, kdo je brez greha, naj prvi vrže kamen. Ne? Bodimo pozorni, kadar vržemo kamen v nekoga, vržemo sum, ker z tem dejanjem že nekomu lahko hudo škodimo, mu vzamemo dobro ime. Vrniti dobro ime je pa izredno dolg proces. Tako da bi rad ob sklepu predvsem trkal na srce. Samo takrat, ko se res pokaže, da je rana, ki jo je treba zdraviti, takrat je upravičeno jemati nekomu dobro ime, drugače pa bodimo previdni. Obenem pa tudi Jezus pravi, ne, da gorje tistemu človeku, ki pohujša katerega teh malih, sedaj je vprašanje, kako je to mišljeno, lahko vsekakor mislimo na mladoletne. Bolje bi bilo zanj, da se mu vrže mlinski kamen okrog vratu in se ga vrže vodo, pravi Jezus. Se pravi, Jezusova grožnja je pa tudi brez milosti, lahko rečemo. Torej, jaz se vama zahvaljujem za koristno oddajo in veliko uspeha še na tem področju, vajnem pravnem področju, kjer se borita za pravico in uresničitev pravice. Torej, najlepša hvala za sodelovanje v oddaji. Hvala. Hvala lepa. Dragi gledalci, sedaj po zaključku lahko pogledate na ekranu vse telefonske rešitve cerkve za te probleme, potem civilno zakonodajo, različne dokumente, ki so v cerkvi in pa tudi civilnem pravu za to področje. In hvala vam, da ste bili z nami. Molimo, naj nas Bog reši tudi tega pritiska v svetu, ki je duhovni boj med dobrim in zlim, te velike seksualizacije, ki prihaja v osnovne šole, pa celo v vrtce in v našo javno življenje. In bodimo na dobri, in to je Božji strani. Vse dobro in prav lep pozdrav.